Dober dan, torej začenjamo s predstavitvijo dveh knjig. Tu na sredi naj bi sedel profesor Damjan Popič, ampak je danes odsoten, zato se bova kar pogovarjali med sabo in ena drugo intervjuvali. Knjigi sta pa ti dve, ki jo vidite tudi tamle, in sicer Come bello far mešat, ja. Istrska prepletanja, italijansko-slovenski jezikovnistik in pa slovenščina v Italiji. Se pravi, obe knjigi prihajata nekako z primorskega prostora, ena z te strani meje, druga pa z druge. In tako si bova pač podajali vprašanje in prvo vprašanje bo kar moje za kolegico Jernejo. Jerneja, pravimo, tako tudi na strokovni ravni, da je italijanska skupnost v Sloveniji ena najbolje zaščitenih, kar zadeva seveda zakonodajo, pravni okviri in tako naprej. Kakšno pa je stanje na terenu, ki si ga med svojo raziskavo kar dobro spoznala? Hvala za vprašanje, pozdravljeni. Bomo kar takoj začeli, ne bomo izgubljali preveč časa s temi uvodi. No, kar zadeva rabo slovenščine in italijanščine na tem uradno dvojezičnem območju, kjer je torej raba obeh jezikov zakonsko urejena in je italijanščina, uradni jezik, torej govorimo o institucionalni dvojezičnosti. V bistvu moram povedati, da se nisem neposredno s tem ukvarjala, ampak samo posredno. Torej, spoznavala sem to realnost na podlagi nekih raziskav, tudi zaradi tega, ker ko se lotevaš raziskovanja jezikovnega stikanja in pojav jezikovnega stikanja, je treba imeti eno tako en tak celovit pogled na neko jezikovno skupnost. Torej se moramo posvetiti tudi družbi in jezikovnim politikam, o katerih se me vprašala v resnici, in tudi nekim čisto zelo različnim dejavnikom. No. Tako da, kar zadeva to institucionalno dvojezičnost, bi lahko rekli, da se seveda sistem je vzpostavljen, zelo natančne v bistvu določila obstajajo, kako se italijanščina ščiti na tem območju, kakšne pravice imajo pripadniki italijanske skupnosti. Poleg tega pa je med drugim že doktorica Lucija Čok ugotavljala, da se je v Sloveniji ta jezikovna politika, kar v zvezi z dvojezičnostjo, nekako stremela k vzajemni dvojezičnosti. To pomeni, da se tako pripadniki italijanske skupnosti učijo slovenščine, kot tudi pripadniki večine, torej Slovenci, na obali, torej se od malega res že učimo italijanščine kot jezika okolja. Torej sistem je vzpostavljen. Kaj je pa potem dejansko stanje in kako je z jezikovno rabo, je pa potem v bistvu drugo vprašanje. Zdaj, italijanska skupnost se vsekakor zelo zavzema za ohranjanje tako italijanske kot tudi istrsko-beneške kulture in jezika oziroma narečja. Ne vem pa, če lahko z enako gotovostjo to rečemo tudi za Slovence, torej za pripadnike večine. Ali še vedno ostaja ali se še vedno ohranja enako pozornost do italijanščine. In recimo to vprašanje je že pred časom obravnavala tudi Vesna Mikolič, ki ugotavlja, da je ta odnos do italijanščine pri slovenskih govorcih zelo odvisen od posameznikove jezikovne zavesti. Odnos in tudi sporazumevalna zmožnost, torej kako sploh govorijo italijansko, je zelo odvisno od posameznika. In čeprav je še vedno, glede na to, da italijanska skupnost je v primorskih, je živahna, torej se trudi, se zavzema za aktivno udejstvovanje na kulturnem področju in na drugih področjih. Torej, priložnosti za sprejemanje italijanščine je še vedno, priložnost je, manj je pa priložnosti za neko aktivno produkcijo, za govorjenje v italijanskem jeziku. In tukaj pa zdaj prihajamo na neke nepreverjene, torej
moje osebno mnenje ali pa moja izkušnja, vidim, da se je tale odnos do italijanščine med slovenskim prebivalstvom zelo spremenil, predvsem v zadnjih 20 letih. Torej, če govorimo, pa bo to zvenelo malo nostalgično mogoče, no? Če torej govorimo o prebivalcih, ki so odraščali v 70-ih, 80-ih in 90-ih, so ali smo italijanščino dojemali kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, kar je del našega vsakdanjika. In to tudi zaradi zelo močne prisotnosti, bi rekla, italijanskih medijev, ki so v bistvu nekako usmerjali to našo, tudi igro na vse zadnje, ko mi smo hiteli domov gledati italijanske risanke, seveda. Tako da zdaj, ker je tukaj prišlo do nekega obrata, torej kako mlajši govorci sprejemajo neke vsebine, na vse zadnje ni več tega, da bi gledali redno ob 2 popoldne Mediaset in Rai, ali kakorkoli, ampak imamo seveda to pretočne vsebine, družbena omrežja, ki zavzemajo ta prostor v nekem v življenju posameznika, je ta vpliv manjši in se potem tudi odnos, po moje, spremeni do tega jezika. Tako da zdaj se mi zdi, da mogoče še celo preveč. Zelo zanimivo okvir. Bi se zdaj mogoče obrnili, bi pogledali, kako je pa na drugi strani meje. Torej, kdo sploh v zamejstvu govori slovensko? Kdo so govorci slovenščine v Italiji? Ja, situacija je nekoliko različna, kajti italijanska zakonodaja ne predvideva take splošne večjezičnosti ali dvojezičnosti na tem območju. Se pravi, da so dvojezični predvsem pripadniki in pripadnice slovenske skupnosti. Govorci, pripadniki italijanske skupnosti ali pa drugih skupnosti, pa se slovenščine učijo le občasno in je to čisto osebna izbira. Torej, to ni obvezen predmet v šoli, ni predvideno, recimo, da kdorkoli se želi zaposliti v javni upravi, mora dokazati neko znanje slovenščine. Zdaj, nekatere občine so uradno dvojezične, tam je predvideno, da vsi, ki so zaposleni recimo v javni upravi, so dvojezični, vsaj do določene mere. Večina občin pa ne. In to rešujejo recimo tako, da imajo nekega prevajalca na občini ali pa nekoga, ki zna slovensko in ga potem kličajo desno in levo, če slučajno pride stranka, ki želi se tam pogovarjati v slovenščini. Je pa res, da se je zanimanje za slovenščino povečalo v zadnjih 20-30 letih po osamosvojitvi Slovenije, velikokrat povezano tudi z ekonomsko situacijo, torej ekonomski dejavniki vplivajo seveda tudi na jezikovne izbire. Možnost zaposlitve v Sloveniji je za marsikaterega Italijana zdaj že, torej ne zdaj, ampak pred že 30 let nazaj postala počasi obetavna. In starši so rekli, pa naj se otrok nečesa nauči, mogoče se bo pa nekega dne lahko odločil za študij v Sloveniji ali za zaposlitev v Sloveniji in tako naprej. Tako da nastalo je kar nekaj jezikovnih tečajev, nekatere šole so slovenščino vključile kot izbirni predmet, popoldanski predmet, kar je bilo pred 40-50 leti znanstvena fantastika. Je pa res, da potem to znanje slovenščine ostaja tako na precej osnovni ravni. V glavnem gre za nek simbolični korak v smislu dialoga z neko manjšinsko skupnostjo. Tako, če bi rekli, recimo A1, A2 je tista raven, ki jo potem nekako tako simbolično tudi dosežejo ti govorci. Ja, kar zadeva pa drug zanimiv fenomen je pa jezikovno preklapljanje, ki se mu kolegica Jerneja prav v celoti posveča v tem delu. Jerneja, kako je pa do te zamisli prišlo in kako si se lotila te tematike? V bistvu izhaja že iz tega, da sem bila vedno zelo pozorna na to, kako so ljudje okrog mene govorili. Tako da se spomnim določenih prijateljev že izpred let, kako so ta dva jezika mešali že v svoji igri in to je bilo mene vedno tako zelo zanimivo. Jaz sem se v nekem trenutku znašla na raziskovalni inštituciji v Kopru in sem morala nekako zarisati to svojo raziskovalno pot in sem se spomnila, kako mi je to v bistvu
mogoče sem zdaj pristranska malo, pa kako me je ta pojav v bistvu zabaval, kako sem videla to kot neko tako kreativno rabo jezika. In sem se potem odločila, da bom med pripadniki italijanske narodne skupnosti izvedla raziskavo, torej ravno o tem, kako se kodno preklapljanje pojavlja. Ampak preden povem kaj več od sami raziskavi, mogoče treba povedati, kaj sploh tole kodno preklapljanje je. Ker je to termin, ki torej zaobjema dva različna pojava, ampak če si predstavljamo, je to v bistvu pojav ali pa raba, pri kateri govorec v svojem govoru uporablja vsa jezikovna sredstva, ki jih ima na razpolago. Torej, bodisi v katerem koli jeziku. In to zdaj ne govorimo samo o pripadnikih manjšinskih skupnosti, kjer je jezikovni stik seveda zelo, zelo intenziven, ker živijo ta stik vsak dan, ampak v bistvu pri vseh nas, ki se učimo ali pa ki delamo z nekim drugim jezikom. Kdor vstopi v stik z drugim jezikom, pač je pri njem je običajno, da se pojavljajo, da prihaja do teh pojavov jezikovnega stikanja. Kar to pomeni v praktični rabi, je, da se sopostavljajo elementi različnih jezikov. To v bistvu že zelo nazorno prikazuje naslov te moje monografije, ki sem si ga izposodila od ene izmed mlajših pripadnic italijanske narodne skupnosti, ki je rekla, come bello far mešati, v smislu, kako lepo je mešati. Ne? In je uporabila en slovenski element v tej svoji, v bistvu italijanski osnovi. Tako da, no tako, iz tega sem potem izhajala in sem zastavila tako raziskavo, ki je želela na celovit način preveriti, kako se kodno priklapljanje pojavlja v tej skupnosti, kaj nam vpliva, torej starost, izvor govorcev, torej ali so iz etnično homogenih, torej recimo italijanskih družin, kjer sta oba starša pripadnika italijanske narodne skupnosti, ali pa mešanih družin, torej, ki jih je zadnje čase že ogromno. Ne? Torej, kako se pojavlja to priklapljanje pri različnih in govorcih različne starosti. Tako. In da bi potem res zaobjela vse vidike, sem opravila tudi 18 takih prostih, polstrukturiranih intervjujev, v katerih sem govorce prosila, naj razmišljajo o svoji jezikovni, torej neke take jezikovne avtobiografije sem jaz temu rekla, oziroma sem jih spodbudila, naj razmišljajo o svoji jezikovni rabi in o tem, kako se opredeljujejo do posameznih kodov. Tako, recimo. Zanimal me je odnos, predvsem recimo, odnos do samega jezika in jezikovnega mešanja. In tukaj se lahko spet naveževa tudi na tvojo monografijo, oziroma na knjigo, ki si jo uredila. Me zanima, kakšen je odnos govorcev do slovenščine, torej slovenskih govorcev slovenščine do lastnega jezika v Italiji in pa širše. V bistvu zelo kompleksen in raznolik. Po eni strani je jezik tak izjemno močan identitetni simbol. Spet to se spreminja v času in v prostoru. Pred mogoče 50 leti, če gremo zdaj malo nazaj, vsaj na nekaterih območjih je bilo zelo izrazito to, da so skupnosti govorcev poskušali prekrivati nek slovenski izvor zaradi močnih družbenih pritiskov strani večinske skupnosti. Ko govorimo o močnih pritiskih, govorimo tudi o fizičnem nasilju. Tak zanimiv podatek je, da recimo v Videmski pokrajini, kjer je ta raven zaščite bila vedno najnižja, da je še v 80-ih letih so otroci, ki so prihajali iz slovensko govorečih družin, torej ki so jih učitelji v italijanski šoli, tam ni bilo slovenske šole, slišali, da se pogovarjajo slovensko, 70% teh otrok ni izdelalo razreda v osnovni šoli. Če si predstavljate, to je grozljiv podatek. In težko si predstavljamo že z neko Gaussovo krivuljo, da bi 70% otrok ne dosegalo standardov predvidenih za nek razred v osnovni šoli. Zelo očitno je šlo za neke vrste tako močno diskriminacijo. Zaradi teh pritiskov seveda se je izoblikoval tudi nek odnos do jezika. Ampak ta odnos do jezika se je spremenil.
In danes je tudi zaradi teh splošnih trendov, ki jih opažamo, recimo regionalizacija, poudarjanje lokalne pripadnosti, pripadnosti celo neki recimo vaški kulturi ali pa širše nekemu regijskemu okolju in tako naprej. Prav kot odgovor na neko splošno globalizacijo, je tega veliko več. Zaradi tega se tudi pogosto poudarja recimo neke narečne prvine, prej kot mogoče standardni knjižni nadregionalni jezik. Seveda tudi prisotnost recimo slovenščine kot knjižnega jezika ima neko svojo vlogo, ne, zlasti v nekaterih okoljih, recimo v tem šolskem okolju, ne, še vedno zelo poudarjeno lepa slovenščina, ne, čista slovenščina in tako naprej, karkoli pač že to pomeni. Tako da zelo večplasten odnos do tega jezika in tudi med italijansko skupnostjo, recimo eno poglavje v tej knjigi je temu posvečeno, ne, torej slovenski jezik se večinoma danes dojema kot neka regionalna posebnost, pozitivna regionalna posebnost, hkrati pa to ima tudi svoj negativen učinek, ne, ker potem prihaja do teh pojavov, ki jim pravimo folklorizacija jezika, ne. Se pravi, ja, zanimiva lokalna posebnost, ampak takrat, ko je recimo, no, zdaj je pustni čas, ne, in prav v beneški Sloveniji, no, torej v Benečiji, v tem območju, v Videmski pokrajini, ne, so te pustne tradicije izjemno močne, tako kot v Cerknici, ne, recimo v Sloveniji, če si predstavljate, ali ne vem, Ptuj, kaj takega. In tam recimo tudi italijanska skupnost organizira neko pustovanje, se mu pravi pust, ne, ampak recimo vse ostalo v vabilih, zdaj sem ravno gledala ta besedila, vse je v italijanščini, ne, torej ob kateri uri bo, kaj bo, tako naprej, imenuje pa se prireditev pust, ne. In ob taki rabi jezika potem govorimo o tej folklorizaciji jezika oziroma izključno ritualni rabi jezika in tako naprej. To so neki taki zanimivi fenomeni na ravni sociolingvističnih sprememb v odnosu do jezika. In mene pa zanima tale povezava z jezikom in identiteto, nekaj si omenjala mlajše, starejše, omenjala si istro-beneško, torej italijansko, različico italijanskega jezika, imamo seveda tudi slovenska narečja. Kakšna so ta prepletanja, se pravi identiteta, jezik, lokalno, nelokalno, standardno, nestandardno, mladi, stari? To veš, da je zelo, zelo kompleksno vprašanje. Imaš, glej, približno. Treba bo malo posplošiti, žal, ampak kje naj začnem? Mogoče pri tem, da na tem območju, pač ob teh dveh uradnih standardnih knjižnih jezikih imamo še pač slovenski pogovorni primorski jezik, in seveda istrsko-beneško narečje, ki pa se tudi že meša z italijanščino in seveda slovenščino, kot pač sem v knjigi ugotovila, v svoji raziskavi ugotovila. Prav to istrsko-beneško narečje pa je res bistvenega pomena, bi rekla, to ugotavljajo zadnja leta tudi dialektološke raziskave, pomeni neko solidarnostno vez znotraj skupnosti in se v bistvu nek način identifikacije. Torej, italijanska skupnost pravi temu istrsko-beneškemu narečju la lingua del cuore, medtem ko torej jezik srca, jezik, ki je moj, ki je naš, potem pa je italijanščina la lingua del pane in v bistvu tudi slovenščina, glede na to, da jo uporabljajo pri svojem poklicu. Torej, to so tisti jeziki, s katerimi si potem služiš kruh. Tako, ja. Torej, ta istrsko-beneško narečje je zelo prisotno v zavesti italijanskih govorcev. Zanimivo je to, da so pod to vrednost istrsko-beneškega narečja poudarili tudi tisti mlajši govorci, ki ga v bistvu sploh ne govorijo, ki ga poznajo samo, ki ga razumejo, ga poznajo samo še zaradi svojih staršev ali pa mogoče starih staršev, no, na to.
Druga zanimivost je ta, da seveda iz tega mešanja nastajajo tudi neke mešane identitete. Iz tega mešanja jezikov, mešanja kultur se oblikujejo te mešane identitete in mislim, da štirje izmed mojih teh sogovornikov se na nek način že identificirajo s tem mešanim jezikom. Ne samo z istrsko-beneškim narečjem ali samo z italijanščino, ampak prav s to mešanico, ki nastaja v njihovem spontanem govoru. In nekateri celo pravijo temu la mia lingua perfetta, torej moj popolni jezik je jezik, ki ne obstaja. Kako nenavadno. Tako da, ja, zelo. In v bistvu, kar se pa tiče neke vrednosti tega, zanimivo je tudi recimo odnos do tega mešanja med starejšimi govorci, je v bistvu tako malo ambivalenten, ampak torej zavedajo se, kaj so pasti, da je to mogoče tudi neka asimilacija, nek način asimilacije, hkrati pa vidijo to tudi kot neko vrednoto in kot neko odpiranje drugemu, sprejemanje drugega. Zdaj pa, da vidim, kam bi jaz zapeljala tole. Mogoče, recimo, ker smo rekli, da je v Kopru, Izoli, Piranu, Ankaranu ta dvojezičnost institucionalizirana in tudi vidna, oziroma naj bi bila. Mi lahko kaj več poveš o vidni dvojezičnosti, kaj to sploh je in kako se ta pojavlja v bistvu v tem predelu? Ja, no, najprej naj kratko samo povem, da v bistvu razlika med knjigo Slovenščina v Italiji in knjigo Come bello far mešat je prav ta, da je Come bello far mešat monografija, ki jo je v celoti napisala kolegica in jo posvetila v bistvu eni temi. Seveda se prepletajo potem različne tudi druge teme, druge vprašanja in tako naprej, ampak nekako eni temi. Knjiga Slovenščina v Italiji pa je zbirka različnih poglavij, različnih avtorjev in avtoric in vsak obravnava svojo temo. Okay? Tako da je vidni dvojezičnosti posvečeno eno poglavje, ki sta ga napisali kolegici Maja Mezgec in Zaira Vidal. In ja, to je posebna tema, kajti zakon do v bistvu leta 2001 ni urejal vidne dvojezičnosti. Torej, medtem ko v Istri je bila vidna dvojezičnost zakonsko zagotovljena in prisotna, morala je biti, v Italiji pa ne. Se pravi, posamezne občine so se odločale, kot so se odločale, ene stvari so bile dvojezične, druge niso bile, na nekaterih območjih sploh ni bilo dvojezičnih napisov in tako naprej. No, potem po letu 2001, ko je bil sprejet zakon o splošnem varstvu prav slovenske skupnosti v Italiji, se je začela ta situacija spreminjati. Ampak seveda zelo, zelo počasi. Zakaj? Ker je to spet povezano tudi z nekimi ekonomskimi faktorji. Dajte si predstavljati, če je občina 2 leti prej postavila nove table, zdaj ne bo šla v, ne vem, 1 milijon vredno investicijo, zato da bo vse table na svojem območju zamenjala. Tako da pač, ko te table zamenjajo, potem mogoče pride do neke dvojezičnosti in tako naprej. Posebno poglavje pa so seveda zasebniki. Kajti zakon zavezuje samo javno upravo. Zasebniki so pristojni recimo za trgovine, gostilne ali karkoli, se lahko odločajo sami tako, kot želijo. In zdaj zelo zanimivo je to opazovati, namreč kaj se je zgodilo, malo paradoksalno, več dvojezičnosti je v javnih napisih in manj pri zasebnikih. Čeprav zasebnika tudi prej zakon ni omejeval, torej zasebnik lahko postavi 15-jezični napis. V Italiji nimamo zakona o javni rabi italijanščine, ki bi rekel, ne smete v tujem jeziku. Ne, vsak napiše kar če nad svojo trgovino. Dejstvo pa je, da je tega bistveno manj, tudi v tistih trgovinah, gostilnih in drugih obratih, kjer so lastniki Slovenci. In zdaj se je začel en projekt, ki sicer ni specifično napisan v tej knjigi, ampak se mi zdi tak lušen, zabaven, imenuje se Poslujemo tudi v slovenščini.
In s tem se ukvarja vaša v bistvu bivša sošolka oziroma skoraj še napol sošolka, ker ni še doktorirala, ampak bo v kratkem, Jasmin Franca, ki vodi v bistvu ta projekt promocije rabe slovenščine med gostinci, med vinarji, ker imajo pač veliko stikov z ljudmi in tako naprej. In mogoče je slovenščina tudi lahko nek promocijski jezik, promocije, ne vem, nekih lokalnih specialitet, lokalnega vina, lokalnih izdelkov in tako naprej. In zdaj ona vodi ta projekt, ker ni samoumevno, ne. Do nedavnega, jaz gledam svoje perspektive, ampak recimo tam v 60., 70., 80. letih, ne, je veljalo, da če so skupnosti zakonsko zaščitene, potem se jezik uporablja. Ni več nobenega problema. Ni res. Okay? Dejstvo, da je nekaj predvideno v zakonu, še ne pomeni, da se tisto realizira. To se je zdaj pokazalo zelo jasno. Torej, zakon pravi, da občina mora dati dvojezične table, občina jih je plus minus dala, zasebniki pa ne, čeprav jih nič ne omejuje pri tem. Tako da je zdaj veliko več poudarka na tej promociji jezika. Torej, ne zaščita jezika, ja, zaščita jezika mora biti, okay, ampak promocija jezika. Na tem je treba ogromno delati. In na tem bo treba še več delati, ko se bodo umetno-inteligenčna orodja še bolj razširila. No, v zvezi z umetno-inteligenčnimi orodji, z Jernejo sva pripravili en tak manjši trik. Namreč eno od teh vprašanj, ki si jih postavljava, ni najino, ampak ga je sugerirala umetna inteligenca. In zdaj vaša domača naloga je, da odkrijete, katero je to vprašanje, ki ni nastalo na najinem zelniku, ampak je bilo umetno generirano. Umetno generirano, ja. Naj pri tem dodam, smo hoteli biti furbi. Ja, res je. Furbasti. Furbasti bi rekli, ja. Sva bili pribrisani in smo začeli, torej, jaz sem tudi umetno inteligenco prosila, naj mi pove, o čem govori. Tako. Knjiga, ki ste jo skupaj sestavili, ki ste jo uredila. In moram reči, da me je presenetilo, da je tudi ChatGPT želen, ker je samo prepisal predstavitev, torej prilepil mi je predstavitev iz založbe. Tako da tudi generativna umetna inteligenca je včasih lena in samo copy-paste, to je samo tako. Tako. Pri vprašanjih pa nas je presenetilo, kako je v bistvu kar zanimivo vprašanja predlagal, tako da me zanima, če boste odkrili, katera so. Ko smo že pri tem, kolegi, tudi tukaj kolega z našega oddelka, Damjan Popič in David Bordon, pa tudi druge dva so avtorja, če se ne motim, so pripravili prispevek o jezikovnih orodjih za slovenščino v Italiji. Mi lahko poveš kaj več o tem, kakšna so ta jezikovna orodja, čemu so namenjena in ali bi lahko bila uporabna tudi za Slovence v Sloveniji in na kakšen način? Ja, veliko se dela trenutno na tem in ekipa, ki to dela, je nekako povezana z našim oddelkom. Profesorja Popiča poznate, David Bordon je tudi vaš bivši sošolec, trenutno doktorski študent. Jasmin Franca, ki je bila že omenjena. Luka Bezgovšek pa je računalničar, sicer trenutno živi v Kopru, se pravi tudi na nekem tem območju, nekega skupnega jezikovnega stekanja. In ja, dejansko, zakaj smo začeli veliko delati na tem? Zato, ker ljudje smo tako kot ChatGPT je len, tako smo tudi ljudje leni. Oziroma obratno, ChatGPT je len, zato ker posnema funkcioniranje naših možganov, ki so v osnovi leni. In ljudje, ko rabimo jezikovne informacije, pač naredimo tako, po liniji najmanjšega odpora, kliknemo in tisto, kar se pojavi, saj bo že v redu. Ampak tako ne pridemo do relevantnih informacij. In bolj, ko se ta orodja razvijajo, bolj rabimo nekaj, kar je specifično povezano z našimi potrebami, individualnimi potrebami, potrebami skupnosti. Okay? In zato smo skušali v bistvu prikrojiti nekatera orodja, ki že obstajajo za slovenski prostor in dodati neke lokalne specifike. In tako je nastal recimo Loris, spletni jezikovni asistent,
ki združuje neka splošna orodja, se pravi vejce, sklone, sloleks, oznake iz slovenskega pravopisa in tako naprej, in pa pojav jezikovnega stikanja. Torej, opozarja na recimo paronime, lažne prijatelje, kalke, neobičajne kolokacije in tako naprej. Lori se tudi stalno razvija, trenutno je različica 1.1 aktualna, ampak pripravlja se dvojka, ki bo pač vsebovala tudi nekatera orodja in zmogljivosti umetno-inteligenčnih orodij. Okrog tega nastaja potem tudi označen korpus, stikit, ki se tako imenuje, ker gre pač za stik z italijanščino. Veliko sodelujemo pa tudi z italijansko skupnostjo v Sloveniji. Trenutno je v teku en tak projekt Crossterm, v katerem se prav prenašajo dobre prakse iz enega okolja v drugo okolje, ampak bolj v smislu profesionalnih prevodov. Tam gre za upravno-pravno terminologijo z področja delavskega prava in take zadeve, tako da je malo bolj komplicirane zadeve, ampak ja, veliko se dela na tem območju. Lahko še zanima me čisto konkretno, kakšni so ti jezikovni stiki? Mi mogoče kakšen primer, lahko tudi ti živiš ta stik? Tudi, ja. No, eden od takih meni je Torej, kaj bi Loris popravil, na primer? Meni je najbolj simpatičen, recimo, morbido in morbiden, ne. Tam je tak lep, ne. Morbido mehek. Morbido pomeni mehek, ne pa morbiden, sta si besedi pa zelo podobni, ne. Morbiden v italijanščini je morboso, kar je spet zelo podobna beseda, ne. Zdaj, če ne poznate dobro teh stvari, kmalu zaidete in nastane tudi kakšna taka manjša zagata okrog tega, no. Veliko se pa tega to dogaja recimo pri kakšnem prevajanju nazivov, ne, doktorjev v italijanščini ni isto kot doktor v slovenščini in take zadeve. Tako da nastajajo bolj ali manj simpatične situacije. No, danes sem imela recimo lokalna skupnost, ne, v Sloveniji, ni komunita lokali v italijanščini, ker je komunita lokali ni enota, so ljudje, ne samo v italijanščini. Torej, ko pač prevajaš, moraš najti nekaj drugega, ne, in večkrat tudi improvizirati in tako naprej. Je pa neskončen vir dela, ne, jezikovno stikanje, ker jezikovno stikanje, kot je rekla kolegica, je zelo produktivno, zelo kreativno. Veliko stvari se dogaja tam, kjer prihaja do jezikovnega stikanja. Seveda ne samo med slovenščino in italijanščino. Zdaj pa mene zanima tako prav glede te ustvarjalnosti, v katero smer po tvojem mnenju se razvija italijanščina v Sloveniji, slovenščina v tem stiku z italijanščino v Sloveniji, kaj se dogaja, kaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo? No, to je spet eno tako zelo tehtno vprašanje, to bomo še videli, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da predvsem ljudje, ki so pozorni na jezik, vejo, kdaj lahko mešajo in kdaj recimo uporabljajo neko zborno in slovenščino in italijanščino. To mešanje, pa tako kot sem opazovala, res omogoča neko tako zelo učinkovito sporazumevanje med dvojezičnimi govorci. Tako da, jaz mislim, da ta kreativnost bogati. Kaj bo pa prineslo, če ne bomo poskrbeli, da se res to znanje obeh jezikov krepi že na čisto, ne vem, v osnovnih šolah in potem naprej. Se bojim, da bi lahko zašlo v neko tak folkloro, ne, kot si tudi sama rekla. Tako da zavzemati se moramo, da je sporazumevalna zmožnost v obeh jezikih, pri obeh skupnostih recimo nekako močna, ne, tako, na visoki ravni. Kako ti je bilo pristopati recimo k takim temam kot pripadnici v bistvu večinske skupnosti? Ker to je mogoče tudi razlika, ne, med obema knjigama, ne, tu v bistvu ni nikogar, ne, v tej publikaciji, ki bi bil predstavnik ali predstavnica italijanske skupnosti v Italiji, torej večinske skupnosti, ki se zanima za manjšinsko skupnost. Kaj pa v tvojem primeru? Kako ti je bilo?
Ja, moram reči, da na trenutke sem pristopila k tej temi z neko zadrego, z nekim pač v smislu, kaj je sploh moj prispevek, če o tem pišem. In zaradi tega sem v bistvu ravno skozi te intervjuje nekako zelo prisluhnila sem temu, kaj mi govorci sami in so povejo, in tudi so potem določeni ljudje, ki so na jezikovno rabo zelo pozorni, so mi tudi pomagali ugotoviti, kako naj se usmerim v nekih pilotnih začetnih fazah. Predvsem pa sem jaz potem sodelovala, povabila sem, začela se, temu se reče, metoda snežne kepe. Začela sem s svojimi znanci. Pač pristopila sem do prijatelja, ki vem, da je iz italijanske manjšine, sem rekla, daj prosim povabi brata, povabi prijatelja k temu, in tako se je nekako razširila ta nabor govorcev in so potem tudi oni sami, v bistvu ni bilo meni kot zunanji opazovalki in pripadnici večine, ni bilo treba biti zraven, torej nisem bila nek nadzornik, ampak sem pustila, da se v bistvu sami posnamejo, zato da sem res poskušala zajeti neke avtentične vzorce govora, ki sem jih potem prepisala, zanalizirala in tako naprej. Ampak ravno v glavnem skozi ta stik s posameznimi govorci. In potem nekateri so bili zelo pripravljeni, je bilo zelo lepo z njimi sodelovati, mnogi so se tudi zaprli, kakšen intervju tudi na koncu ni bil niti uporaben, ker niso želeli slediti pogovoru, sodelovati. Drugi pa so s takim veseljem prispevali, da imam nekaj zelo luštnih pogovorov posnetih, naprimer med prijateljicama, ko sta otroke odpeljali v šolo in sta se posneli v avtu, ali pa ko sta pripravljali večerjo. In tam so te trenutki, ko prihaja do tega jezikovnega mešanja, nekako najbolj taki pristni. Tako, zdaj, sicer kaj bi še povedali? O jezikovnem stikanju je nekaj poglavij, torej v zvezi z vplivom jezikovnega stikanja je v knjigi Slovenščina v Italiji tudi nekaj poglavij, ki se dotikajo književnosti. Kako se to jezikovno stikanje pojavlja v literarni produkciji v zamejstvu? Ja, literarna produkcija je v bistvu pravzaprav poglavje zase. In to nam se v bistvu ne zdi, ker mi imamo v osnovni šoli, potem v srednji šoli tako slovenski jezik in književnost, angleški jezik in književnost. In se nam zdi, da gre to dvoje skupaj in da se tega ne da in ne sme in ne more ločevati. Ampak v bistvu jaz sem šele, ko sem začela prevajati, odkrila, da je tle neka velika ločnica. Jaz ne znam prevajati literarnih besedil. Parkrat sem poskusila, ampak res tako, prav kot študentska vaja, ampak ne gre, to ni moje področje. Zato pa sem bila vesela, ko sta v bistvu k tej knjigi pristopili dve kolegici, Jadranka Crgol in Ana Toroš, ki se ukvarjata prav s književnostjo v stiku. In oni dve v bistvu na čisto drugačen način, z drugačne perspektive opazujeta tudi z drugačnimi metodami. Ker prav metodološka vprašanja, o katerih si tudi ti nanje namignila, so en tak velik izziv. Se pravi, kako bomo naredili raziskavo. Danes imamo korpuse, velike zbirke podatkov. Ja, ampak korpusi so v glavnem korpusi zapisanih besedil. Zelo redki so korpusi govorjenih besedil in je velik problem z avtentičnostjo. Tako da to, kar si ti naredila, snemanje, sprotno preverjanje, spontani govor in tako naprej, je res nekaj zelo specifičnega, zelo izjemnega. Literarne metode pa so drugačne. Tam morate samo analizirati tako, toliko je tega, toliko je teh kolokacij, toliko je drugačnih, ta sopomensko se pojavlja, ta se ne pojavlja, pika, konec. Tako kot recimo delamo s kakšnimi drugimi besedili.
Tam prihaja do prepletanja zelo različnih ravni, zelo različnih vsebin. Tam se res srečujejo v teh besedilih, kako bi rekla, so v ospredju filozofija, psihologija, čustva, lepota, estetika. Ne? To so stvari, ki jih sicer ni nekako v drugih besedilih. Ne? Tako da sem zelo vesela, da sta kolegici k temu pristopili, no? In prispevali v bistvu 2 poglavji. Ti pa nisi nič zašla na področje književnosti in umetnosti. Zaenkrat, če ne, me pa zelo zanima razmerje, recimo med temi jezikovnimi vplivi, med kodnim preklapljanjem in nekim tolmačenjem oziroma samotolmačenjem. Ker med drugim sem jaz v tej raziskavi, torej pridobila sem te primere spontanih pogovorov, potem imam intervjuje in nazadnje sem potem še na formalnih javnih dogodkih snemala, kjer je jezikovna raba drugačna. Tam vidimo, da je to preklapljanje med italijanščino in slovenščino ima čisto neko drugo funkcijo, bolj protokolarno. Torej gre za to, da v vsakem jeziku nagovorimo pripadnike obeh skupnosti. Kar je v bistvu res en zelo zanimiv pojav, ker v bistvu takoj za temi protokolarnimi pozdravi v vseh jezikih vsak govorec nadaljuje v svojem. In opazila sem, da pri pogovoru o jeziku je več sogovornikov poudarjalo to dvojezičnost, pri kateri vsak govori svoj jezik, s tem, da razume drugega. Torej gre za neko medjezikovno razumevanje, pa tokrat ne med sorodnimi jeziki, ampak med govorci italijanščine in slovenščine, ki dopušča prostor za drugega. Torej, jaz bom govorila slovensko, ker je to moj materni jezik, moj sogovornik lahko govori italijansko in se res razumeva in si dava to možnost. Zdaj, to je neka praksa, ki se je uveljavljala v zadnjih letih sploh na kulturnih dogodkih. Zdaj, bistveno pa je, da se ohranja sporazumevalna zmožnost, da bomo to receptivno dvojezičnost oziroma to medjezikovno razumevanje tudi ohranjali še naprej. Tako da to me zanima in potem seveda, kakšen je odnos do prevajanja, ker se pač govorjenega jezika načeloma ravno zaradi te zmožnosti, receptivne dvojezičnosti ne tolmači. Tako da to je nek korak naprej, recimo. No super, potem nasvidenje ob naslednji knjigi, ne? Kakšne pa so recimo, kakšen je pogled naprej, kakšne bojo jezikovne politike za naprej na vašem ozemlju, torej v zamejstvu? No, temu sva s kolegico Zarjo Zvir, ki je spet ena od vaših malce starejših sošolk, posvetili zadnje poglavje in ugotavljava, da prav v tem prehodu na neko imenujemo jezikovno-tehnološko ero, ali ne vem, kako jo želimo imenovati, bo treba preoblikovati jezikovne politike, ne? Ker vprašanje ne bo več to, kje je meja razumevanja jezika, ker zelo verjetno bomo razumeli vse jezike, ki nas bodo obkrožali z majhnimi tehnološkimi pripomočki. Stvar je pa, za katere jezike se bomo v teh novih okoliščinah odločali. Ko meja ne bo več, ali me nekdo razume ali ne, ampak se bom odločala, da bom uporabljala tisti jezik, ki mi mogoče v tistem trenutku najbolj paše. In kaj pomeni paše, iz katerih razlogov mi nekaj paše. Identitetnih, ali ker ga znam najboljše, ali ker se najbolj komod počutim v tistem jeziku, ali ker mi je najbolj simpatičen, ali pa ne vem, ker se hočem preizkusiti v nečem, kar mi je malo eksotično in znam bolj slabo, ampak mi je mogoče to izziv. Ne vemo. Ne vemo, težko predvidevamo, dejstvo pa je, da to, kar trenutno imamo, mogoče ne odgovarja ravno potrebam nekega časa, ki prihaja zelo hitro. Tako da tle bo veliko dela in veliko tudi potrebe po neki novi kreativnosti, pravzaprav, zato da bomo našli neke metode razvoja teh jezikov. Jaz mislim, da moramo zaključiti, Jerneja. Hvala, da ste prišli, da ste nam prisluhnili, tako zelo simbolično mogoče si izmenjamo. Tako. In v upanju na mogoče
prihodnje skupne raziskave tudi. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Tako. Hvala.